Takoj, ko so v mestu zavladale visoke temperature, je tudi vedno več takšnih občanov, ki razmišljajo o dopustu. Kam boste kaj šli, že veste? Ne vem, verjetno Hrvaška, ampak ne vemo še. Ne, jaz sem sem prišel na dopust. Ja. Pa ti je všeč? Ja. Zatom pri Zadru, drugi teden. Pa je običajno, da greste na Hrvaško? Ja. Skozi hodimo, ja. V potovalnih agencijah vse od prejšnjega tedna beležijo veliko zanimanje. Od počitniških destinacij je daleč na prvem mestu še vedno Hrvaška. Veliko pa se jih za oddih odloči tudi na Mediteranu. To je od Grčije, od ljubiteljev dobre kulinarike, čudovitih plaž turkiznega morja, ki jih pritegne ta destinacija. Tunizija, recimo Turčija, zelo popularna pri družinah, ki želijo sproščene all-inclusive počitnice. So pa v porastu še zmeraj vedno bolj tudi križarjenja, se pravi luksuzna destinacija na nek način, ki je vedno bolj dostopna zaradi cenovno ugodnih ponudb. Trendi kažejo, da se veliko število ljudi raje na dopust odpravi večkrat in za krajši čas. Vse bolj pomembna postaja tudi cena dopusta. Kljub temu pa se povprečni Slovenec odloči za kakovosten oddih, za katerega bo odštel kakšen evro več. Da oklevajo, ne? Se pravi, oni ne rezervirajo več tako zgodaj, ko smo imeli en pozitiven trend še pred 2-3 leti, ko so rezervirali, tudi sploh družine bi morali rezervirati zgodaj, zato ker ne vejo, kaj bo. Ne? In potem za odločitvijo čakajo. Ne? Preden se odpravite na oddih, ne pozabite na zdravstveno zavarovanje. Upoštevati pa velja tudi naslednje nasvete. Kreme za sončenje vedno, potem kakšna cepljenja, če grejo mogoče v kakšne take bolj eksotične države, proti pikom komarjem, ker ti so vedno bolj agresivni. Te stvari proti diareji, proti opeklinam, v glavnem to malo mini potovalno lekarno je pač priporočeno, da imajo s sabo.